ECT ali Energy Charter Treaty je pogodba o energetski listini, ki je bila oblikovana v 90-ih letih in danes zavezuje približno 50 držav podpisnic, med njimi tudi Slovenijo. Osnovana je bila z namenom varovanja naložb v energetskem sektorju, to pa v praksi pomeni, da lahko podjetja, ki so lastniki teh energetskih obratov, tožijo države za več milijonske ali celo milijardne odškodnine v primeru, da države spreminjajo zakonodajo, ki bi potencialno vplivala tudi na njihov dobiček. ECT energetskim korporacijam omogoča, da tožijo države za več milijonske ali celo milijardne odškodninske zahtevke. To se ravnokar dogaja Nizozemski, ki se je odločila predčasno zapreti svojo termoelektrarno, nemški energetski gigant RWE pa jo toži za kar 1,4 milijarde evrov. Podobno se dogaja tudi v Sloveniji, kjer je Arso odločil, da je za fracking v Petišovcih potrebno pripraviti presojo vplivov na okolje, Ascent pa zaradi te odločitve grozi z 120 milijonsko odškodninsko tožbo. Izstop iz ECT je enostaven. Če je država članica ECT več kot 5 let, lahko preprosto izstopi z pisnim obvestilom in to velja praktično za vse članice ECT, vključno z Evropsko unijo. Italija je to na primer že storila leta 2016. Sedaj je čas, da izstopi tudi Evropska unija in Slovenija. Evropska unija si je zadala, da se bo še pred sredino stoletja razogljičila in z ECT tega cilja ne bomo dosegli. Za vsako termoelektrarno, ki jo bomo zaprli, za vsak naftovod, ki ga ne bomo zgradili, nas bodo energetske korporacije lahko tožile za milijonske ali celo milijardne odškodninske zneske. To je preprosto nedopustno. Mi moramo izvajati učinkovito naše podnebne politike, ne da bi nam ob tem grozile več milijardne odškodninske tožbe. Zato podpiši peticijo in zahtevaj, da Evropska unija in Slovenija izstopita iz ECT.